Lepo pozdravljeni, dober dan, dobrodošli. Vsi tisti, ki ste na novo, vsi tisti, ki nadaljujete dopoldansko seanso, dobrodošli na webinarju, kjer bomo govorili o programih zvestobe, takih, ki si jih želijo potrošniki in uprave ponudnikov. Imamo res ogromno število ljudi prijavljenih, pa bi z Andrejem majčkeno še počakala, da se nas nabere še nekaj. Bi pa mogoče, Andrej, nikoli te nisem vprašal, kaj zate zvestoba v bistvu. Mi da se zmer samo o nekih tehničnih problemih pogovarjava. Ja, dobro vprašanje. Zvestoba je to, da se vračaš, oziroma meni je pri marsikakšnem ponudniku, kjer sem zvest, mi je to pač edini ponudnik, ki mi sploh pride na pamet, ko razmišljam o neki vrsti izdelkov. Se pravi, bi rekel, ponudnik, zvest si ponudniku, ki ga ne gledaš izključno skozi neke ekonomske kazalce. Tako, ja, za take ponudnike ne bom šel na ceneje sploh gledati. So pa to večinoma vsem taki, kjer nekaj redno kupujem, ne samo občasno. So pa različni razlogi, zakaj je nekdo postal, ali pa zakaj sem nekomu zvest, ne. Eden je tudi ta, recimo tvoj, jaz grem isto vedno na Petrol, pa se boš sigurno pol to povedal, ampak zaradi tega, ker lahko pač skeniram tisto kodo in plačam in se odpeljem, brez da izgubljam čas na kasi. Drugo je pa lahko pač čisto neka dobra izkušnja z dostavo, ali pa predvsem ta konsistenca je po moje zelo ključna, da je nekdo v servisu vedno dober, ne da je naključno, enkrat je sicer čez 2 dni paket pri tebi, enkrat je pa čez 2 tedna. Se pravi, da ga znaš predvideti. Dobro ti je to, dobra izkušnja ti je predvidljiva izkušnja, ali kako? Ja. Po moje premalo o tem govorimo, zato, ker jaz, ko gledam vsa povpraševanja, ki jih dobimo, od nekih podjetij, dajte nam pomagati pri prenovi lojalnostnega sistema, se pa zelo hitro začnemo pogovarjati o točkah, o kuponih, o walletih, o tirih tega loyalty programa in tako naprej. Se mi zdi, da kar pozabimo se pogovarjati o temah, kako čustveno vplivati na nekoga, kaj je izkušnja, ki si jo nekdo želi, kaj je nekaj, zaradi česar bi, ne vem, tako je Petrol naja dobo, da nama ni treba hoditi na kaso plačevati, Jaz mislim, da v vsakem biznisu je neko podjetje, ki lahko nek tak diferenciator naredi, ki ti seveda pokrije par procentov, ker takih, ki sva midva, jih ni 30%. Jaz mislim, da tudi 3 verjetno ne, ampak vseeno, se ti moraš pač vse te čanke strank, ki jih imaš, vse te neke segmente, jih moraš pač vrednost, ki jo nekdo razume, je tako dosti edinstvena lastnost, ne moreš ti z enako stvarjo na vse ljudi enako vplivati, bi rekel. Se mi zdi, da je premalo poudarka tega, kako razvijati ta čustveni naboj, da ni tule igra mehanike izključno, ampak čustveni naboj. Ja, se strinjam, o tem premalo razmišljamo, sploh o teh prvih korakih. Se pa, kako to vse skupaj podpreti že, ampak premalo pa o teh mehanikah, kako do tega prideti. Ja. Jaz bi tako rekel, da vsi, ki ste se nam zdajle šele pridružili in niste bili na dopoldanskem webinarju, kjer sva z Andrejem govorila v resnici o personalizaciji in marketingu oziroma komunikacijo s stranko povezano glede na njen kontekst, da bi bilo fajn, da si priskrbite posnetek tega webinarja, ker boste po tem prvem webinarju to, o čemer bova zdaj govorila, mnogo lažje razumeli, se pravi, ta tehnična osnova neka bo kljub vsemu boljša. Jaz mislim, da se nas je kar nekaj nabralo, tudi 6 minut sva časa porabila.
Mogoče bi izstal z eno tezo, ki se nanaša na ta najin uvod. Je nek citat, ki sem ga našel nekje v enem članku, ki sem bral, se mi je zdelo to ključnega pomena, to razumevanje, da resnična zvestoba stranka mora temeljiti na neki čustveni vrednosti, ne zgolj na neki transakcijski ceni, popustih, ugodnostih in tako naprej. Ker takoj, ko ste v tem modu, da lovite zvestobo strank na ta način, po moje padete, zato ker tej zvestobi se reče preračunljivost. Takoj, ko bo nekdo se odločil še bolj radikalno iti v te stranke, ki so zgolj zaradi tega ne bodo ostale zveste. Začetek bi vsem povedal neko zgodbico. Pravzaprav je moj del tega današnjega webinarja nekaj zgodb, ki izkazujejo dobre prakse in nekaj zgodb, ki izkazujejo slabe prakse. Na koncu vam dam tudi en link do nekega priročnika, kjer smo naredili pregled različnih modelov teh lojalnostnih shem, ki smo jih našli pri različnih svetovnih ponudnikih, ne samo slovenskih. In jasno je, tisto je za pogledati, ker mogoče iz tam ven tudi kako stvar lahko skopiraš za svojo dejavnost. Predvsem bi pa jaz rad opozoril na nekaj takih posebnih, nujno potrebnih sestavin, ki jih mora imeti ena lojalnostna shema, da bo pač program zvestobe deloval. In nekaj takih, ki jih ne smete imeti, ker se vam bojo stvari pač zrušile. Andrej bo v nadaljevanju potem tudi naredil en tak tehnični prikaz, predvsem tisto, kar vam predstavlja, kako loviti transactional price, oziroma ugodnosti. Če si boste pa pogledali posnetek webinarja, ki smo ga imeli ob 10, potem boste pa zelo verjetno prepoznali tam noter v bistvu še nekaj elementov, kako pa vplivati na neko čustveno vrednost skozi tehničnega stališča. Če imate kakršnakoli vprašanja, jih seveda dajte v chat ali pa v Q&A, bova poskušala sproti odgovarjati. Če ne pa na koncu seveda, če bi kdo pa želel nek bolj diskreten odgovor dobiti, pa jasno naj to sporoči, pa bomo po mailu poslali ali pa se magari slišimo po webinarju oziroma v prihodnjih dneh. Zdaj bi pa kar začel. Slišimo se dobro, predvidevam. Če sva se midva z Andrejem slišala, potem predvidevam tudi vsi naju slišite. Tako da upam, da ni nekih težav. Mogoče še tole, da zgodbo začnemo. Tole je moj tast, Marko mu je ime. Marko je invalid, malo je oviran pri hoji, ima neko atrofijo mišično, ampak ne glede na to, da se težje giba, on vsako soboto s tem svojim invalidskim mopedom gre na tržnico v Kranju, v center, kjer je rekel, da že 30-40 let obiskuje eno gospo Anico, vedno. In enkrat je bila situacija, da mu je začel nagajati ta motor, je bila baterija prazna, pa je cukal, v glavnem klical je ženo mojo, hčerko, da ne dož se pripravila, da je prid me iskat, prid pomagati. V glavnem cel jajce je bil, da smo ta moped njegov spravili, pa njega pa domov. In pa sem jaz jasno izkoristil priliko, sem rekel, Marko, pa zakaj se zezaš, pa hodiš na tržnico z mopedom vsako soboto, pa v slab vreme je, pa tako naprej. Mi že 2-3 leta v bistvu vso hrano naklikamo, pa jo pa tuš nam pripelje pred vrata. Sem rekel, zame ni boljše izkušnje. Znebil sem se tega, da moram najprej hoditi po policah, preložiti iz polic v voziček, potem iz vozička preložiti na blagajno, iz blagajne nazaj v voziček, iz vozička v avto, iz avta pa noter prinesti v hišo. Sem rekel, ta operacija odpade, ni to bolj praktično zate, ko pač imaš težave z gibanjem in tako. Pa pravi, kaj jaz vem, z gospo Anico se poznava, veš, ona skrbi za nas,
Meni se zdi, da ima dobro robo, že 40 let hodim k njej. A veš, pa me pa vpraša, kako je uspela sarma, a ne? Sem nekaj, kakšno ima to veze, kako je uspela sarma. Ja, prav, prejšnjo soboto mi je sarmine liste ukisane prodala in pa jo zanima, kako, a veš, ona se spomne, ne? In mene obravnava, ona prav skrbi za nas, ne? Sem rekel, to je prodajati, a ne? Ja, pa ona ve, tega jaz v Mercatorju ne doživim, ali pa runmu tvojemu, ki naklikaš, ne? Prav, pa zdaj mi je v soboto, ko sem bil, dala en recept za vipavsko joto trpinko, ki naslednjo soboto bo imela repo in tako naprej. Sem rekel, to je content marketing, ne? Dala ti je kost za gloda, da te pripravlja en teden, točno ve, na kva te je napalila, kva mora na štand prinesti, ne? Sem rekel, sej, to po zdravi kmečki pameti deluje, ampak to je v bistvu z vsebino te futra, da ti ustvari zanimanje, ne? Pa prav, ne vem, no, ona res skrbi za nas, ta veliki trgovci pa ne skrbijo za nas, tako za nas, prav, za mojo družino, prav, veš, Anica zmer povpraša po Meti, to je tašča, pa po vnukih, sprašuje, če bi še kaj vzel, ker ni napisano na kupovalnem listku, sem jaz rekel, ne, ker če te spomne na vnuke, pa na ene druge stvari, ne, ti mogoče, bi pa še to mogoče. Sem rekel, tako se vidva pogovarjata, ne, ampak se neko vidim, da si zvest, si kaj hudič, ne, trpiš pri svoji nakupni izkušnji samo zaradi tega, ker so ti ene stvari ne bolj komod pri njej, ampak bolj všeč, kot pri tistem, ki ti lahko ponudi komod storitev, ne. In meni se tudi zdi, ne, da to, kar moj tast doživlja, ne, za svojo branjevko, se pa mi je enkrat tudi namignil, da včasih je bila ta Anica res fejst punca, ne, pred 40 leti, ki zdaj sta oba 72 stara. No, ampak meni se zdi, da je to v bistvu en tak zelo velik izraz zvestobe, kar se gre, a ne. Sem ga vprašal, a ne, a dobiš, ko srednja stranka kakšen popust, pa prav, ma kaki, jaz izmeri še malo zraven dam, ka ona res dobro poskrbi zame, pa vse zrihta, pa tako naprej, pa pokliče me včasih, pa tako naprej. Jaz sem rekel, okej. Na čem temelji njegova zvestoba? To, da ima občutek, da je deležen osebne obravnave, bi rekel, da je skupni imenovalec, ne. Gospa se spomni njegovih preteklih nakupov, daje mu občutek, da pozna njega, njegovo družino, njegove potrebe, nudi mu vsebino, ki je povezana z njegovimi interesi, no, pa tudi njenimi, da lahko kaj proda, ne. In v bistvu ga je pripeljala do skrajne stopnje te zvestobe. To je pa po moje takrat, ne, če je zvestoba neko čustveno stanje, ne pa stvar preračunljivosti, a ne, čeprav delaš, ne. Jaz mislim, da je končen nivo, a ne, izkazati te zvestobe je, da ti je nek ponudnik uspel razviti en ritual. Tako, kot ima moj tast Marko, a ne, vsako soboto zjutraj oziroma dopoldne mu je to ritual, ne. On samo takrat, kadar je na dopustu, a ne gre na tržnico. Drugače pa je v bistvu ta odnos, ki sta ga razvila z to gospo v vseh teh letih, pripeljal do tega, da ima pač nek ritual, ne. Zdaj, če malo primerjam, a ne, neprimerno bližje mu je lokalen Mercator kot tržnica v centru mesta, a ne, ampak kaj delajo ti veliki trgovci, pa nočem, da se to razume kakor kritika na Mercator, no, pač te veliki sistemi, a ne, kaj delajo narobe, a ne, ko govorimo o programu zvestobe. Je to, da poskušajo predvsem razmišljati o tem, da se spodbuja zvestobo z nekimi ugodnostmi, a ne. Imajo podprte zbiranje točk, cashbacke, kupone, vavčerje, potem premium klubi, ki mogoče dajo še neke druge ugodnosti, mogoče članske cene, a ne, se pravi, da nekdo, ki je vključen, to ima recimo tuš, ne, če si v njihovem programu določene izdelke ceneje kupaš, mislim, da imaš par tudi tako, ne. Mogoče so to, kar se dotika otrok, ne, pa da se zbirajo nalepke, pa neke te stvari, da mogoče malo posega tudi
na eno tako čustveno plat, a ne. Ampak v osnovi se ne pogovarjajo ali pa ne razmišljajo o tem, kako razviti ta čustveni moment, ne, da nekdo neha gledati na neko ekonomsko osnovo na ponudnika, ampak da ga tista čustvena žene k sodelovanju, ne. To po moje pozabljajo, več ali manj razmišljajo sam, kupi, zasluži si s tem neke ugodnosti, unovči ugodnosti, ko boš naslednjič prišel kaj kupiti, ne. In jaz mislim, da sistemi, ki temeljijo izključno na tem ali pa predvsem na tem, ne razvijajo pravega čustvenega naboja, ne, kjer ti v bistvu ostanejo stranke, kot je recimo moj tast Marko, a ne, zveste, ne glede na to, da nič ne dobi. On pravi, da celo plačuje več, ker pušča tringati, ne. Zdaj, kaj jaz občutam recimo kot potrošnik, pri vseh teh programih in karticah zvestobe, mimogrede, moj pogled na to je, če imate v denarnici 4 kartice zvestobe ali pa še več njih, ne, to potem se prekategorizira, ne, to so potem kartice nezvestobe, ne, po moji oceni, zaradi tega, ker vi to nosite s sabo, zaradi tega, da boste ugodnosti unovčevala, ne. In če imate toliko nekih izbir, potem vedno tradete te ugodnosti. Tako da se mi zdi, ne, da je nujno potrebno razmišljati tudi o tem, kako lahko na tisti čustveni del vplivate, ne. In to, kar delajo po moje veliki trgovci, ne, pa recimo, ki imajo dolgo nakupno zgodovino o meni, a ne, kljub vsemu me obravnavajo dosti brez osebne note, ne vejo, kaj me zanima, ne vejo, kaj sem nazadnje kupil, ne vejo niti kdaj, kje nakupujem, kje komuniciram. Niti ne vedo, kako sem zadovoljen z izkušnjo. Vse to si razlagajo z ponovnimi nakupi, a ne. Če se vračam, potem sem valjda nekaj zadovoljen, ne. Mislim pa, da so to stvari, ki bi jih lahko zelo bolje delali, a ne, zato ker danes tehnologija omogoča, da ti relativno enostavno izveš, kaj nekoga zanima, relativno enostavno izveš, kje je nazadnje nekaj kupil, kje je največja verjetnost, da bo nekaj nakupil, kdaj bo to spet kupil, ne. Jaz mislim, da se danes tudi ni več težko prilagoditi nekemu komunikacijskemu kanalu pa frekvenci komuniciranja, ki si jo nekdo želi, ne. Nekdo je dovzeten pač za, ne vem, fizičen katalog po pošti in nekdo bi rad imel mail, nekdo bi rad imel v mobilni aplikaciji vse, nekdo želi po SMS-u dobivati pomembna sporočila, ne. In težko imamo eno samo pravilo, ki bo vse zadovoljilo, ne. Če želimo ta čustveni naboj razvijati pri vsakem posamezniku, po moje ni drugo, kakor da zelo za posameznika se uspemo prilagoditi, a ne, in delati na stvareh, ki dvignejo zavzetost enega posameznika, a ne. Meni se zdi, da celo recimo, pa so preproste rešitve, a ne, ampak v fizičnem svetu, a ne, recimo, če se spet na ta nesrečni Mercator, ne, ki ga pač kar vabi k temu, da ga imaš za primer, če se naslonim, ne, v Mercatorju, kadar pridem jaz v online nakupe, a ne, kadar online naročam, takrat jasno, zelo verjetno pač vejo vse o meni in se lahko pač v tem digitalnem okolju prilagajajo, ne, ampak tudi v fizičnem imamo mi taka pričakovanja, ne. Zdaj, če si ti v nekem programu zvestobe in ti skozi neko tržno komunikacijo pravijo, da si ti VIP njihov in tako naprej, ne, potem želiš, da se tudi tako obnašajo, ne. Ampak v resnici jaz sem pravzaprav vse, za kar sem rabil imeti neko pomoč ali pa boljši servis, ko sem pri njih v fizični trgovini, oni ne vejo, da sem jaz njihova posebna stranka, da sem v njihovem programu zvestobe, a ne, sem obravnavan enako, zato ker šele na kasi, včasih so rekli dober dan, danes rečejo, imate pika kartico, šele takrat oni to ugotovijo, ne, da sem jaz mogoče včlanjen v njihov program zvestobe. Jasno je pa, če bi to znali prej narediti in če bi jim štela kaj izkušnjo oziroma zadovoljstvo stranke z izkušnjo, ki jo pri njih doživijo, bi pa mogoče rekli, lej, fajn bi bilo, da bi mi vedeli, kdo so imetniki pika kartic, ker to je kao naš program zvestobe in tistem v trgovini recimo malo bolj pomagamo, pa smo bolj proaktivni, a ne.
Recimo predstavljajte si, da so vsi vozički tam rdeči, nekje so tako, da jih moraš celo odkleniti, a ne. Lahko bi imel, ne vem, rdeče pa modre vozičke, a ne, in tiste, ki so rdeči vozički, se ti odpirajo na pika kartico, ko jo daš noter, ni treba kovančkov iskati, a ne. In bi vsi z rdečimi vozički bili, ne vem, mogoče kupci, ki jih drugače obravnavaš, ne. Jaz bi vedno, kadar bi bil pri fizičnem nakupu, ko me žena pošlje z nekim listkom, recimo tudi to se zgodi enkrat na leto ali pa dvakrat, ne, če me vprašal, mi lahko kaj pomaga, jaz bi mu samo predal listek, pa bi mu rekel: "Mladenič, čez 15 minut bom prišel nazaj, lej tamle čez kavico pijem, daj prosim ti to zlož, ne." Nisem še tega doživel, no, ampak hočem povedati, sem tako na komod. Skratka, če grem zdaj malo na konkretne primere, da ne bomo zelo teoretično govorili o nekih dobrih in slabih praksah, jaz mislim, da to, kar sem hotel kot konceptualno povedati, bom najlažje utemeljil, če vam povem par primerov, ki so bili slabi, in par primerov, ki so bili dobri. Začel bi z enim slabim primerom. Jaz približno 4-krat na leto kupim pršut, za razna pač, ne vem, takšna slavja in v bistvu imam enega ponudnika, pri katerem pogosto ali pa najpogosteje to naredim pač nekomu, ki je malo specialista za to, in vedno poskušam kaj drugega, vedno želim kaj novega probati, tako da nimamo samo, ne vem, 5 različnih kraških pršutov različnih proizvajalcev v Sloveniji, ampak tudi posegamo po nekih drugih stvareh, ne. No, in ker sem tam pač redna stranka, sem v nekem trenutku pri tem ponudniku dobil za rojstni dan oziroma en dan pred rojstnim dnevom, predlansko leto, sem dobil čestitko, kjer so mi rekli vse najboljše za rojstni dan in dali so mi kupon za 50% off na tale pršut, ki sem ga kupil, ne. In čeprav sem jaz s tem ponudnikom izredno zadovoljen in kupujem tam že vrsto let, se mi je pa zgodilo, da parkrat pa z izdelki, ki sem jih tam kupil, nisem najbolj zadovoljen in med drugim tudi pršut, ki ga gledate in na katerega sem imel za rojstnodnevno darilo 50% popusta, nisem bil zadovoljen in je po moje edini, ki sem mu dal ta product review rate, sem mu dal, da nisem z njim zadovoljen, ne, in oni so mi popust dali ravno na ta pršut, ki sem ga ocenil kot slabega enkrat. Slab je bil zaradi tega, ker je bil malo žark, pa je bilo treba veliko brezati pa tako naprej. Zdelo se mi je, da če daš tak denar, da to ne more biti, ne. V pršutu sem dal slabo oceno. Oni, ko so svojo zvesto stranko naslovili nazaj, ne, so zanemarili to, da je ta zvesta stranka jim dala rate in povedala, da produkt je bil za nič. Dali so prav na ta konkreten izdelek, s katerim sem bil nezadovoljen, popust. To je en tak tipičen fail, ko nočeš obravnavati stranke osebno in upoštevati njeno izkušnjo in informacije, ki jih imaš o njej. Pa imam en drug primer, zdaj tisti, ki mogoče me spremljate tudi v nekih družabnih omrežjih, veste, da me veselita dve stvari, ena je jadranje, druga je pa golf. In če odigraš pač nekaj 10 rund golfa na leto, ponosiš neke čevlje in pač jaz najmanj ene za polet rabim, ker je toplo, in ene za pozimi, in ponudnik, pri katerem najpogosteje kupim, ker imajo moje številke pa dober nabor, pač mednarodni ponudnik te golf opreme, mi pošlje čevlje na mail, newsletter, ne, ki so mi bile takoj všeč. Slika, to je tisto, kar sem si rekel, fajn čevlji so, to je pa res super, ne. Pa še popust so mi ponujali, ne. So rekli, to so marca pošiljali lansko leto, ne, izkoristite open seasoning popust, 21 off, in jaz sem rekel, super, kliknem na te čevlje. Takrat, ko sem kliknil sem gor, sem se spomnil, pa se to sem glih jaz kupil 1 mesec pa pol nazaj. Te iste čevlje sem kupil, s tem, da sem jih kupil za polno ceno, ker je bila še čista zima, noben open seasoning popust in tako naprej. In gladko sem jim napisal mail, da čevlje že imam,
da sem jih kupil takrat pa takrat, samo še teh 21% popusta ne mi naredijo kar dobro imetje, ker ne rabim dvojih enakih čevljev, ne. Skratka, kadar smo s strankami in nam ponudnik sporoči nekaj dni potem, ko smo mi naredili ta nakup, da ga lahko naredimo ceneje iz ne vem kakšnega razloga, se mi slabo počutimo, ne. Slabo se počutimo, ker smo naredili neko neumnost, ne. Plačali smo preveč za nekaj, kar bi lahko kupili ceneje. Spet, zastonj, mislim, zaman imajo nek program zvestobe, ki dela take neumnosti, ne. Bil sem takrat iskreno jezen. Saj verjetno bom naslednjič spet pri njih kupil, zato ker je pač verjetno najboljši izbor pa tako naprej, ne, pa vem, da imajo, ampak vseeno se nisem prijetno počutil. Pa da ne bom samo slabo razlagal, no. Imam tudi eno dobro izkušnjo. Zdaj, pač tisti, ki ste me v živo kdaj videli, veste, da sem kar korpulenten, da imam 2 metra, pa da so tisti, ki imajo 130 kil miš kot zame, ne. Pomeni, da sem ogromen človek in zelo težko dobim cune za obleči. Zame je raj, ko gremo v Ameriko, ker tam je zame pa najmanjša možna številka v king size razredu primerna, ne. In tako sem enkrat so bila z ženo, ne vem, na enih počitnicah v New Yorku, pač to je hiking pa shopping, ne, 20 kilometrov na dan hodiš z vrečkami, sam po moje sva to počela pa jedla pa pila, in v glavnem pač po 6 dneh njenega shoppinga tudi en dan pol še mene poterala, da moram nekaj kupiti, sva šla v eno štacuno in me je čisto sezul, ne. Zdaj, da bi lahko razumeli, zakaj me je sezul, moramo najprej se dotakniti tega, kako debeli ljudje kupujemo oblačila, a ne. Se pravi, nekdo pač običajnih dimenzij, recimo tako, kakor je Andrej, a ne, on gre, ne vem, v Emporium, a ne, in pač gleda, kaj mu je všeč, ko najde nekaj od razstavljenih izdelkov, da mu je všeč, pogleda, a je tam že kar ta prava številka, kar je gledal, ali pa vpraša tam eno svetovalko, trgovko, ne, ko rečemo temu, a imate zame številko, in mu pač prinese, gre probat, se odloči, bo kupil, ne bo kupil, a ne. Predstavljajte si, da zame bi bilo to čisto pogubno, a ne. Jaz bi ogromno nekega časa zapravil. Debeli ljudje enostavno najprej poiščemo svetovalko, rečemo, evo, tole sem jaz, poglejte me, a imate kaj zame? Pa kaj rabite, pa rečem, 2 majice bi kupil, polo majice, ne vem, temne. Ja, grem pogledat, ne, pride nazaj, gospod, majic nimam vaše velikosti, imam pa 2 kratke hlače, boste vzel? Jasno vzame, zato ker vzameš vse, kar ti je prav, pa približno, da se ti ne zdi slabo, a ne. Skratka, princip, ki ga imamo debeli ljudje, ali pa tudi ekstremno suhi, pa majhni, pa tako naprej, vse prav tisto, kar je v nekih ekstremih, a ne, pri nakupovanju cun, je tako, da gremo najprej preverjati, kaj je v naši velikostni številki, a ne, in potem, kaj od tega nam je pač všeč, ne. Ravno obratno, ne, kakor gre večina ljudi. In zdaj si predstavljate, kaj je dobra izkušnja tudi skozi neko tako digitalno promocijo. Če jaz dobim samo to, kaj je novega od izdelkov, ali pa kaj je letošnja moda izpljunila, a ne, pa rekla, to je top shit, to je zdaj moderno, to nosijo, zame je tak podatek čisto irelevanten, a ne. Je ravno tudi brati take mailinge ali pa take oglase čista potrata časa. V tej štacuni DXL, ne, ena veriga je to v Združenih državah, pa ne vem, kje še vse, cel kup je teh štacun, je pa gospod, ko sem noter stopil, ne, najprej tam ni bilo, mislim, je prišel en hrust, ker jaz imam 2 metra, ampak ga sem gor gledal, je imel 2,20, en tak črn, mišičast, ni bil debel, tak res komaden človek. Jaz sem bil miško zraven. Da me je on tam oblačil, sprobal, ali bil moj modni svetovalec, ne, in v glavnem naredil sem tam največji nakup v življenju, to cun nisem nikoli nikjer še kupil. Je pa tudi res, da sem prvič ta užitek nakupovanja doživel, zato ker se toliko veliko ljudi cunenih sprobal, pa tako naprej. Mislim, žena me je pol terala, da je dosti, da ja greva, a ne, sem bil pač moj molt 5 dni prej, ona zdaj doživela. No, in ta gospod je spotoma
meni rekel, da lahko mi da še nek popust, če sem v njihovem klubu. In sem rekel, ja, super, in je v bistvu človek zapisal neke moje mere oziroma neke številke po brandih, kaj je meni prav, in od takrat dalje jaz dobivam na tedenski ravni newsletter, in v tem newsletteru so vedno pofiltrirani samo tisti izdelki, ki jih imajo v moji dimenziji. Pri tem pa oni vejo, da ne vem, 4XL ali pa 3XL ni vedno isti. Pri Under Armour 3XL pomeni to, pri Ralph Lauren pomeni 3XL nekaj drugega. In mi znajo, mi v bistvu to spersonalizirajo. Njihova oglasna sporočila so zame relevantna. Vse, kar mi je všeč, mi je tudi na voljo. Tega recimo jaz še nisem doživel pri fashion trgovcih v Evropi. Jaz upam, da bo zdaj prvi ki je naša stranka, da česa takega pridemo. Skratka, izkušnja, ki me navdušuje, in zaradi tega se vedno spomnim na DXL. Vse, kar oni delajo, je samo to, da naredijo izbor stvari, ki so meni prav, preden me kurijo, da bi nekaj kupil. Druga izkušnja, ki smo jo malo že z Andrejem načela, ki mi je všeč, še pred časom covida, ko sem imel tako idejo, da bi lahko tako rešili. Šel sem enkrat na Petrol razlagati, da imam eno idejo, kako bi lahko inovirali svoj pristop, in jim razložim to, za kar mi oni rečejo, to, kar si nam povedal, je super, da smo slišali še od enega, ki ni bil obremenjen s tem, pa mi dajo na mizo mock-up, mi že delamo tako aplikacijo, to, kar ti predlagaš. No, skratka, kaj so naredili? Naredili so eno čisto preprosto aplikacijo, ki jo povežeš z svojo plačilno kartico ali pa za njihovo to Magno, in v bistvu vse, kar rabiš od goriva ali pa avtopranja in tako naprej, lahko plačaš neposredno iz aplikacije. Tudi kavo mislim, da lahko plačaš. Ampak jaz recimo strašno ne maram hoditi noter na kaso, zaradi tega, ker danes je Petrol zelo na meji tega, da postane enako kot Pošta Slovenije, kjer v bistvu dobiš skoraj vse, razen sveže rezane mortadele, in pol ljudje eni loto liste plačujejo, eni karte kupujejo za koncert in tako naprej. Včasih traja tisto čakanje in mi gre to na živce. Ta app mi omogoča, da ko se pripeljem do točilnega avtomata, slikam, mi avtorizira, da imam stanje, natočem avto, dam ročko nazaj noter in se odpeljem naprej. In je to zame toliko superiorna izkušnja, da poiščem, tudi ko sem na Hrvaškem, Petrolovo pumpo, da bom točil, ne pa kar neko. Je res tudi, da mi zaradi tega ni treba davčne številke povedati, pa ne vem, cel kup nekih drugih tovrstnih ugodnosti. Ampak mene v resnici njihove zlate točke sploh ne zanimajo, zaradi tega, ker sem se zapalil na neko funkcionalnost, ki jo na neki primerljivi ravni konkurent nima, ali pa jo vsaj jaz ne poznam. Tako da, ko govorimo, kaj vse na nek način gradi zvestobo, imamo v resnici več različnih vzvodov, in potem tudi več različnih oblik zvestobe. Jaz se v to ne bi zdajle preveč spuščal, zato ker smo se res potrudili z enim takim vodičem, kjer smo primere zbrali iz vse povsod in jih pojasnili. In to smo delali zaradi tega, da mogoče nekoga inspiriramo z nekim mehanizmom, o katerem ni razmišljal in verjame, da bo lahko nekaj naredil. Ampak vse, kar bi si želel, da se zapolnite, je to, da zvestoba je neko čustveno stanje. Se pravi, stranka, ki nam je iskreno zvesta, je tista stranka, ki tiste ekonomske kazalnike vsem da v nek drugi plan. Da smo mi prva izbira pri njih, ali pa top of mind brand. To bi rekel, da je bolj zdravi pogled na to, kaj je zvestoba, ki jo hočemo doseči. Jasno, mehanizmi za to pa so lahko te, ki jih poznamo pri različnih ponudnikih, kot storitev, kot trgovcev in podobno. Zdaj,
tisto, kar bi želel poudariti, te točke, kupone, članske popuste, ne, to dejansko imajo vsi in jaz tudi v nekih povpraševanjih, ki jih dobivamo zdaj, pogosto vidim, da bolj razmišljajo o nekem programu zvestobe kot nadgradnji blagajne. Hočejo imeti rešitev, s katerim bi upravljali bonitete, kako bojo šle točke, popusti, voucheri, zapadlost voucher, kuponi in tako naprej. Ampak jaz mislim, da je poleg teh upravljanja bonitet še druga stvar potrebna, upravljanje personalizacije, da boš ti znal vsakega posebej nagovarjati in v bistvu neka eksekucija kampanj, neko upravljanje kampanj, ker tudi to, kar ti člani svojega lojalnostnega programa komuniciraš, so neke vrste prodajne kampanje, samo mogoče jih ne delajo čist isti ljudje v malo večjih podjetjih, kot tisti, ki skrbijo za prodajne kampanje. Skratka, jaz mislim, da nek tak smiselen, sodoben sistem zvestobe je na nek način sigurno, kar se tiče upravljanja bonitet, zelo verjetno neka nadgradnja postsistema blagajne, ali pa je saj integrirana ta blagajna oziroma dogodki, ki se tam izvajajo. Drugi del je pa v bistvu stvar neke customer engagement platforme. Če bomo mi samo pač neke točke znali seštevati, to še ne pomeni, da bomo znali s temi točkami tudi razvijati nek čustven naboj pri enem posamezniku. Zdaj, kako lahko razvijamo ta čustven naboj? Jaz mislim, da na osnovi tako imenovanih first party podatkov o stranki, torej ne tistih podatkov, ki so, ne vem, kontaktni podatki, ampak bolj v tistem segmentu podatki, ki izkazujejo obnašanje stranke, na osnovi katerih potem probamo ugotoviti nek kontekst, probamo ugotoviti neke namere, neke afinitete, ki jih izkazuje, neke momente, da smo pravočasni. Včasih je lahko, zato da razumemo kontekst posameznika, tudi njegova geolokacijska informacija v nekem danem trenutku pomemben faktor. No in tukaj sem jih nabral, kaj me najprej zanima. Ja, pretekli nakupi me zanimajo. Zanima me, kaj je nekdo že imel v kartu ali pa kaj je brskal recimo v spletni trgovini ali pa na spletni strani ali pa na nekem content hubu, ki ga imamo. Ker na osnovi tega približno vem, kaj bi ga zanimalo, se pravi, ga moramo v tisti smeri kurti. Zdaj, zanima me, kaj bo najverjetneje kupil, česa mu je mogoče zmanjkalo, če gre za neke replenishment izdelke, ugotoviti moramo, je nekdo prišel po priporočilu ali ni prišel po priporočilu, ker če je prišel po priporočilu, in mu jaz se znam sklicevati na človeka, ki mu izkazuje tako zaupanje, da je priporočilo sploh uspelo, sem sigurno bliže v grajenju odnosa s posameznikom, kot če to ne znam povezati, da je nekdo prišel po priporočilu točno koga. Potem recimo rabim vedeti, da je aktiviral nek kupon za ugodnost, ker ponavadi hočejo, ne vem, če imate recimo Lidl Plus aplikacijo, tam najprej oni hočejo, da ti poaktiviraš kupone, pol jih pa lahko unovčiš. Zakaj rabiš to aktivirati? Ja, za tega, da vejo, kaj posameznika zanima, za tega, da znajo mogoče tudi načrtovati, koliko mora biti nekih zalog za neke izdelke in tako naprej. Tako da podatkov, ki nakazujejo, kaj bo najbolj verjetno nekdo nakupil, jih v obnašanju strank lahko precej znamo prebrati, ne moramo to ročno delati, ampak te podatki z neko avtomatizirano obdelavo, z nekimi malo bolj, dajmo reči, naprednimi, pametnimi algoritmi lahko relativno dobro, enostavno, hitro dobimo. Potem je pomemben nabor informacij, česa ne maram, pa predvideti, kakšne vsebine bi me lahko zanimale glede na predhodne informacije. Seveda, mislim, da je osnova ali pa neka taka higiena, da vemo, kdaj, kje nekdo rad komunicira, nakupuje, ker je to en pomemben element personalizacije. Nekdo je, ne vem, dovzeten na
sporočila v appu, nekdo je bolj dovzeten za SMS sporočila, nekdo je bolj za mail, ne? Nekdo hoče biti na Snapchatu, pač poljubno. Ne? In tudi kje pa kdaj se nakupuje, je to pomemben faktor, ne? Ker če ti veš, kdaj je nekdo aktiven, ne? Si ti v bistvu lahko bolj pravočasen za svojimi sporočili, oziroma ne, ga v njegovem ritualu, ali pa v tem njegovem časovnem bloku, ki je on najverjetneje bo to počel, če bo počel, ga takrat vabiš v neko, ne vem, aktivnost, dogodek, ne, karkoli. Kje se nahaja? Ne? Ne vem, najbližje trgovina z neko zalogo, ali pa recimo, ko pridem v radi, ne vem, 2 kilometrov do Mercator centra, ne, takrat je mogoče pravi trenutek, da dobim push notification v mobilno aplikacijo z sporočilom, dragi Igor, solata kristalka je €1,99, imamo super akcijo zate, pridi, da jim dobiš še dvojne točke in tako naprej. Zato, ker mogoče lahko iz vzorca mojega nakupovanja ugotovi, da solato kristalko kupam, kadar je pod 2 evra kila. In ker sem blizu, je mogoče to zdaj pravi trenutek. Tako sporočilo je čist irelevantno, če sem jaz recimo na dopustu v Turčiji takrat. Ne. Tako da geolokacijska informacija za nek fizičen svet, za fizične storitve in fizično prodajo je definitivno pomemben element. Ne. Potem mislim, da bi lahko zelo več ali pa zelo izboljšalo relevantnost sporočil, ki se dotikajo prisluženih ugodnosti, če mi jih znajo interpretirati na način, kot jaz to razumem. Zame so točke imaginarne, ne? Zame so, ne vem, včasih kuponi imaginarni, ne? Včasih rabim samo slišati, tole je takole in z bonitetami, ki si jih ti prislužil, imaš še to pa to, recimo, na voljo na tak način. No, pa so pa še recimo, rekel, mlajše generacije, ne, ki pa na njihov čustven vpliv, ima precejšen čustven vpliv na njih tudi to, da jih mogoče znamo malo popestriti s takimi fun facti, da ti ideš nek pregled svojega obnašanja, ne vem, koliko si popustov dobil, zanimiva statistika, kaj so tvoji top izdelki, znamke, prodajne mesta, oceni, dnevi nakupa. Ljudje se radi pogledamo v ta špego, ne. Nekaj ljudi, ta gamification tudi vodi k temu, recimo, če bi nekdo šel narediti priporočilni sistem, je morda za vprašati, bi rad bil objavljen na leaderboardu vseh priporočiteljev noter, pa da vidiš, kam se uvrstiš, ne? In recimo sem, ne vem, 143 po priporočilih, uspešnih priporočilih v Big Bangu, ne? Mogoče to nekoga drive, da bi prišel pod 100, tako kot bi igrico igral. To so vse neki elementi, ki gradijo na nek način, lahko s temi informacijami gradimo nek čustven naboj v svojih sporočilih, ki mora biti seveda za en razred bolj personalizirane, kakor v večini primerov danes podjetja znajo narediti. Zelo težko bomo neke zelo personalizirane stvari nekomu porinili v en newsletter, recimo, če je mailing tisto, kar je danes primarni komunikacijski kanal za večino B2C ponudnikov, poleg plačanih oglasov, govorimo o direktnih kanalih, bo premalo to, da rečemo, mi imamo pa danes v akciji to, ti si pa Igor, ne, bo treba v bistvu to znati bolj uprizoriti, pa izpostaviti produkte, za katere pač mi mislimo, da jih priporočamo tej osebi. Bodi si zaradi tega, ker je te produkte že gledala, jih v preteklosti kupovala, jih ni bilo na zalogi, ko jih je nazadnje raziskovala, so se cene spustile glede na zadnji nakup in tako naprej, ne. Skratka, elementov za personalizacijo je danes bistveno več in deluje preko vseh kanalov, ne. In ta realno časna personalizacija kot, dajmo reči, nek tehnični prijem je tisto, kar omogoča, da razvijamo ta čustveni naboj, kadar imamo res veliko število posameznikov, ne. Zdaj,
v uvodoma omenjena ta gospa Anica, njej se je simpel 50 rednih strank zapolnil za vsakega, kaj je kupil, kaj ni kupil, a ima družino, a nima družine in tako naprej. Ona ima to v glavi z nekim naravnim prodajalskim talentom, zna individualno te redne stranke obravnavati. Zdaj pa, če imaš pa ti 100 000 strank, ker si en tak masoven ponudnik, ali pa da imaš 10 000, še je isto. Pa kar naenkrat ne moreš več osebno ali pa individualno obravnavati brez neke tehnologije, ki ti to pomaga na nek način. In tukaj rabimo pomoč. Ne samo zbirati točk pa ugodnosti, ampak tudi zato, da bomo lahko bolj na pravi način, bolj na tisto, kar je v kontekstu posameznika, kar ga zanima, znali z njim komunicirati in poudarjati stvari, ki jih ima rad. Tako da, nek program zvestobe, jaz mislim, da lahko enačimo z izkušnjo, ki navdušuje. To pa pomeni, da moramo to izkušnjo prilagajati vsakemu posamezniku oziroma izpostavljati njemu tisto, kar je njemu pomembno, in to sigurno ne dosežemo z nadgradnjo neke blagajne, nekega postsistema, ampak je to po moje bolj stvar neke customer engagement platforme kot osrednjega sistema za direktno komunikacijo s strankami z enega mesta preko vseh kanalov, ki pa dela to personalizacijo s pomočjo umetne inteligence in jasno za podatki, ki so v vseh teh podatkovnih silosih, ki jih danes neko tako podjetje ima. In mora spremljati v bistvu celoten življenjski cikel stranke, da ugotovimo, kje se nam stranka giba, kako se nam giba, kaj jo zanima, kaj jo ne zanima, kaj so upravljeni nakupi, kaj so pa neke aktivnosti, ki izkazujejo nek engagement stranke, da bi ti lahko, tisto obnašanje, ki bi nekam lahko to povezal. Kle smo za primer recimo naredili, kaj so lahko neki dogodki skozi čas če ste Petrolova stranka, ampak ponavadi naredimo nek tak customer journey mapping, kjer v bistvu damo tudi expected experience, se pravi, kaj stranka pričakuje, kakšno je razpoloženje, kaj je treba narediti, skratka, tak tipičen customer journey map, probamo še z tega emocionalnega vidika, pa emocionalnega naboja dopolniti. Preden predam besedo Andreju, bi vas še enkrat povabil, da si na naši spletni strani frodix.com, tam boste videli v meniju dokumenti eno opcijo, tam noter boste najdli tale vodič, kako se lotiti programa zvestobe, in ste vabljeni k branju. Mislim, da zelo veliko enega pregleda različnih možnosti boste tukaj noter najdeli, mogoče še preberite recimo v CDP-ju, tam boste videli, kako ujeti kontekst stranke, en priročnik, pa ena rumena knjiga, Revolucija kontekstnega marketinga, eno tako čtivo za kakšen teden, ki po moje vam spremeni pogled na to, kar sem jaz zdajle govoril, in to, kar bo zdaj še v nekem praktičnem primeru probal Andrej pokazati. Zdaj, a smo dobili kakšno vprašanje, Andrej? Jaz nisem nič videl, ker sem imel screen zamaknen. Zaenkrat ni še nič. Odlično. V glavnem, zdaj bom jaz chat spremljal, tako da lahko chat date, absolutno pa tudi dobrodošli, da mi po mailu kaj pišete, če ne bi želeli, da delim odgovore z vsemi prisotnimi tukaj. Andrej, akcija. A imaš ti kakšno vprašanje? Ne, se bom pa navezal na to, kar si ti govoril, tako da super istočnice. Dobro, kaj moram zdaj jaz narediti? Imamo stop sharanje screena. Sharanje screena, stop share, evo. Odlično. Ok, skratka, pomembna stvar, ki se mi zdi, da si jo povedal, je, da program zvestobe niso samo točke in cashbacki in vse te stvari, ki jih razumemo kot program zvestobe v takem splošnem smislu, ali pa ko pomislimo na nek program zvestobe kot tak, ampak da je v resnici, kaj dela kupca zvestega in kako to zvestobo po eni strani spodbujati, pa po drugi strani potem tudi nagrajevati, seveda.
In torej, kot si rekel, ne, torej, program zvestobe je nadgradnja customer engagement orodja, ne samo nekaj, kar se zgodi na blagajni, na postterminalu ali pa kakorkoli. In zdaj bi si to pogledali, torej kombinacijo tega obojega, ker tudi točke so pač del tega, ne, ker seveda nekdo, ki je zvest, ki naredi več prometa, ima večje košarice, več nakupov kot ostali vaši kupci, si zasluži tudi nekaj več za to, ne. In točke so eden izmed načinov, kako je to razmeroma enostavno pomeriti in tudi dati na voljo. Skratka, kar gledamo, je torej SAP Emarsys Customer Experience, kot je Igor že omenil na prejšnjem webinarju, ki je bil dopoldan, smo šli majčkeno bolj podrobno skozi to orodje. Zdaj bomo specifično pogledali loyalty modul, bi pa vsem, ker je pač ta komunikacija zelo prepletena, vsem, kar bomo govorili, vsem pokazal tudi ene osnove Emarsysa, pa bi začel torej čist s kartico kontakta, samo tako, da si predstavljamo, kaj vse na kontaktu spremljamo, zato ker vse to so pomembni triggerji ali pa neki dogodki, podatki, na katere se lahko naslanjamo, ko delamo kampanje tudi za programe zvestobe, ker ni edina stvar v programu zvestobe to, koliko ima nekdo še točk, ki jih lahko porabi za nakupe. Skratka, kartica stranke. Gledamo Saro, od nje vidimo, da imamo soglasje, torej opt-in, je kupec in je tudi članica loyalty programa. Zdaj imamo nekaj podatke, ki jih tudi AI generira, torej pravi, da obstaja visoka verjetnost, da bo ona v naslednjih 30 dneh naredila nakup. Obstaja tudi visoka verjetnost, da bo ona obiskala našo spletno stran. Potem pa vidimo, da je v programu zvestobe, ona v nivoju insider in ima 300 točk, ki jih lahko porabi, zamenja za ugodnosti. Tukaj bomo prišli še do tega, kaj so vse možne nastavitve loyalty programa, ampak rečemo ta primerček, tukaj uporablja tako nivoje kot tudi točke. Vidimo tudi njen customer lifetime value, torej do zdaj je pri nas porabila 810 €. Sistem pa predvideva, da bo naslednji nakup, torej tak ne bi se zgodil v naslednjih 30 dneh, da bo imel veliko košarico ali pa vrednost košarice bo visoka in da se bo lifetime value dvignil na 900 €. Vemo tudi, da je najboljš po mailu kontaktirati ob sredah ob 10. Zdaj tukaj nam sistem omogoča, da se ne pošilja kampanj cel teden, ker to ne bi bilo smiselno v današnjem tem hitrem svetu. Lahko pa naredimo, da se kampanja ne pošle danes ob enih popoldan, ampak da se danes ob enih začne pošiljati in pošilja naslednjih 24 ur in vsakmu prejemniku pride v inbox mail ob najbolj primernem času za njega. Tukaj jasno tudi spremljamo, koliko mailov je odprla, koliko je bilo klikov narejenih, koliko je bilo nakupov iz tega. Primerjamo jo z ostalimi kontakti v naši bazi, vidimo, da Sara klika ali pa naredi 25% manj klikov kot tipičen kontakt pri nas v bazi. Tudi vidimo, koliko je pač naš benchmark. Naredi 27% več, torej 15% manj mailov odpre, naredi 27% več klikov in naredi pa tudi 53% več nakupov. Ker ima sistem noter tudi podatke o njenem obnašanju na spletni strani, podatke o produktnem katalogu, znamo narediti tudi product recommendation model, ki je spet del tega, kako bomo izvajali tisti naslednji nakup ali pa spodbudili ga in bili bolj relevantni za stranko in skratka imeli tudi za njo boljšo ponudbo, bolj personalizirano ponudbo, kar je zelo velik dejavnik pri dvigovanju zvestobe oziroma pri teh odločitvah, da bo nekdo zopet pri vas kupil. Tukaj vidimo, da se spremlja tudi obisk na spletni strani, nazadnje je bila na spletni strani 5 minut. Tukaj v zadju je neka fashion trgovina, kot vidimo, gledala je neko krilo v kategoriji ženska oblačila in krila. Imamo pa tudi replenishable produkte, torej to so produkti, kjer vedno kupuješ isti produkt, recimo en tak najbolj plastičen primer je zobna pasta, vedno kupuješ isto, ne menjaš brenda, ne menjaš vrste, vsakič kupuješ isto in sistem te zna spomniti, da ti tega izdelka zmanjkuje. In spet, če nekoga spomnimo, da mu bo zobne paste zmanjkalo, smo s tem bolj relevantni, večja verjetnost za ponovni nakup, povečuje se zvestoba. In sistem ima tle zadaj torej nekaj spet umetne inteligence, machine learninga, ki zna vsakmu posamezniku predvideti, kdaj mu bo
izdelka zmanjkalo, ker jasno je razlika, ali to zobno pasto uporabljam jaz sam, ali ženo uporabljava isto zobno pasto in si jo deliva in jo bo uporabljala še enkrat hitrejše. Spremljamo tudi nakupe, jasno, torej povprečen nakup je velik 2 do 3 izdelke, vrednost košarice 135 €, vidimo tudi največji nakup, pa zadnji nakup in pa na katerih napravah se stvari dogajajo. Skratka, kar sem hotel pokazati, poleg tega, da spremljamo noter kartico kontakta in nakupe, pa potem, kako smo tudi jasno pri nakupih opredelili točke, katere voucherje uporablja, spremljamo tudi, kaj se dogaja na e-mail kanalu, kaj se dogaja na spletni strani in vse to nam pomaga zgraditi boljšo kartico kontakta, posledično pa tudi izvajati boljše kampanje, ki so bolj personalizirane. Zdaj pa, če se prestavimo res v ta loyalty modul, kot sem rekel, najprej je vse skupaj potrebno skonfigurirati. Zdaj en del konfiguracije je jasno, tudi so vse tiste tehnikalije, kdaj točke potečejo, koliko časa veljajo, koliko časa ti ostane nivo, če si prišel do nekega nivoja, ali se po enem letu vrneš nazaj. Skratka, vse te tehnikalije, s katere ne bi šel, ker niso zares atraktivne, so pa nujne, da se ne bomo narobe razumeli. Ampak recimo ena osnova je to, da se definiramo, kako bo loyalty sistem oblikovan. Torej, tukaj lahko rečemo, imamo 3 nivoje, torej imamo member, insider in premier. In glede na nivo, v katerem si, torej število točk, ki si izbral, določa, v katerem nivoju si. Zdaj vidimo, da za insiderja moramo imeti med 1000 pa 2000 točk, moramo imeti tudi vsaj 2 nakupa narejenega, torej da ne bo mogoče tisti en velik nakup, da avtomatsko postavil v visok nivo. Vidimo tudi potem, da za vsak porabljen evro memberji dobijo 1 točko, medtem ko insider pa premier za vsak porabljen evro dobijo po 2 točki. Imamo potem tudi neke fiksne benefite, ki ti pripadajo, če si v določenem nivoju. Vsi dobijo VIP customer service, vsi dobijo darilo za rojstni dan, medtem ko recimo samo insider pa premier pa dobita ekskluzivni dostop do produktov, torej dostop do produktov, do katerih drugi ne morejo. Zdaj je to res neka specialna, rečemo fashionu, specialna kolekcija, ki na voljo samo določenemu delu kupcev. Še bolj pogosto se pa rečemo, da damo tem kupcem recimo zgodnji dostop do Black Friday dealov in dobijo 2 dni pred ostalimi dostop do tega, ali pa en teden pred ostalimi. In zdaj, kar se tiče točk, kot bomo pol videli, torej eno so točke, ki določajo nivo, ki ga imaš v loyalty programu. Drug del so pa točke, ki jih lahko nekdo zamenjuje za ugodnosti. Torej, te točke, ki ti določajo nivo, se samo v bistvu preštevajo oziroma samo se dodajajo in zapadajo po določenem času. Medtem ko drugo je pa torej, tako imenovan wallet, v katerega dobivaš točke in jih potem porabljaš za različne voucherje, ali pa lahko se cela stvar spremeni tako, da se uporablja te točke potem kot osnovo za cashback. Zdaj, tukaj imamo kombinacijo obojega, tako točke za wallet kot točke ali pa kot nivoje dostopa ali pa nivoje statusov ali pa statuse v lojalnostnem programu. Lahko se odločimo tudi samo za eno ali drugo stvar. Torej, poenostavimo in rečemo, ne, mi bomo imeli samo nivoje, s točkami ljudi ne bomo opredeljevali, ampak bomo rekli, ko nekdo naredi nakup za 1000 € in vsaj 2 nakupa, bo avtomatsko šel v višji nivo in dobil te dodatne benefite. Torej, ko imamo enkrat vse to definirano, postavljeno, ko smo to dobro razmislili in skonfigurirali, je potrebno jasno tak loyalty program spraviti v življenje, torej ga je treba promovirati. To pa delamo v Emarsisu s tem, kar oni imenujejo akcije. Akcije v bistvu pomenijo to, da se odzivamo na neke stvari. Jasno, najbolj osnovna je vstop v loyalty. Torej imamo varianto, da ko se nekdo join and earn, torej ko se nekdo registrira v loyalty program, dobi takrat, da pogledamo, kako je tole nastavljeno, dobi v tem primeru 200 bonus točk za registracijo. Lahko bi mu izdali tudi voucher, zdaj nimam naloženih, ampak lahko bi rekel, da dobijo voucher za 5 € popusta pri naslednjem nakupu. Lahko bi jim dodelil
torej ta exclusive access, torej do nekega dela trgovine, recimo Early Black Friday, ali pa spet v tem primeru pri joinu to ni smiselno, ampak lahko bi tudi rekel, da nekoga upgradam v višji nivo. Zdaj na nivoju upisa v loyalty lahko delam tudi specifične akcije, ki so samo časovno omejene, v smislu skozi celo leto dajem 200 bonus točk vsem, medtem ko recimo tlele special summer promotion v juliju in avgustu, kdorkoli se bo prijavil takrat, dobi še dodatnih 100 točk, torej bo vsega skupaj dobil 300 točk, ampak ta akcija je pa časovno omejena in takrat mogoče, ko imamo bolj tihe mesece, spodbuja neke dodatne aktivnosti ali pa dodatne razloge za registracijo v loyalty. Potem lahko nagrajujemo nakupe, torej bi rekel prvi loyalty nakup, ali pa nek nagrada dobrodošlice, spet ponavadi vezano na nakup, mogoče akcija vezana na zaključek nakupa, torej se kombinira skupaj z zapuščeno košarico, ali pa takojšen nakup, spet, da mogoče znotraj košarice naredimo promocijo, če pa naredite nakup zdaj ali pa v naslednjih 30 minutah, dobite pa spet neke specialne benefite. Torej, vedno lahko zdefiniramo, kaj so nagrade. Torej, tle, kjer smo vezani na nakupe, lahko točke tudi podvojimo, potrojimo, damo, kot smo že pregledali, pa lahko damo bonus točke, voucherje, dostop ali pa status upgrade. Zdaj tukaj, kjer imam, zakaj vse zginilo? Če ga še enkrat odprem. Skratka, stvari lahko definiram tudi glede na vsak nivo, glede na vsak status v loyaltyju posebej, ker morda spet rečemo, da premier pa dobi, recimo, memberi dobijo 50 bonus točk, insiderji 75, te pa dobili v tem primeru 100 dodatnih točk. Torej, da lahko spet delamo razlike glede na neko vrednost, ki jo ima nekdo. Potem imamo še različne promocije, recimo promocija, torej to so vse ideje, ki jih že dobimo skupaj z orodjem, lahko pa vedno gremo in kreiramo svoje promocije, ampak primerčki tukaj, ki so noter je, če je košarica večja kot 200 evrov, spet neka dodatna ugodnost, ali pa dvojne, trojne točke, recimo za izdelke iz specifične kategorije, torej tukaj je akcija na čevlje, torej. Kategorije pa, tako kot jih imamo definirane v trgovini, lahko so to kategorije dejansko kot čevlji, oblačila, kratke hlače, kakorkoli, lahko imamo pa jasno tudi kategorije po brandih in potem rečemo dvojne točke za nakup Nike izdelkov. Potem lahko nagrajujemo engagement, torej neke aktivnosti, ki jih stranka počne, torej lahko rečemo, da bomo nagradili, če nam nekdo odda feedback, če nekdo odda komentar na produktu oziroma napiše review produkta, če nekdo dopolni svoj profil, če nam pove njegov, recimo postal address ali pa telefonsko številko, kakorkoli stvari definiramo. Lahko pa nagrajujemo tudi neke dogodke, torej to pa ni nekaj, kar je kupec sam naredil, ampak se mu je recimo zgodilo, to so največkrat neke obletnice, torej lahko je obletnica ob rojstnem dnevu, da nekdo nekaj dobi, lahko je pa obletnica registracije v loyalty program, torej če je nekdo z nami že 3 leta, mu bomo dali v tistem, ne vem, kupon za 5 evrov popusta pri naslednjem nakupu. Še zadnja stvar tukaj, pa definitivno najmanj pomembna, je pa povabilo prijatelja. Tega je najlažje, če ga pokažem. Torej, eno je, da definiramo, kaj bo dobil član, ko bo povabil nekoga v primeru, da bo to vabilo uspešno. Torej, tukaj smo definirali, da dobi 10 bonus točk. Medtem ko oseba, ki jo povabimo, vedno dobi nek voucher, zato ker želimo spodbujati ta prvi nakup in preko voucherja stvar avtomatsko trekana, ker vemo, kakšen voucher smo nekomu izdali. In imamo potem tudi možnosti, da rečemo, a je neko število omejitev, koliko lahko
jaz ljudi povabim, oziroma kolikokrat lahko dobim nagrado, ko sem povabil, ali koliko kvot na leto lahko spet izdam naprej, oziroma moji prijatelji porabijo. Na koncu pa stvar zgleda takole, torej tukaj imamo predogled na kako zgleda v walletu v mobilni aplikaciji. Torej, povabi svoje prijatelje in jim podari voucher za 5 evrov. Torej, za vsakega prijatelja, ki bo naredil nakup, boste dobili 10 dodatnih točk. Vse te tekste definiramo v interfejsu. Wallet se potem lahko ustavi ali v spletno trgovino, torej na spletno stran, ali v mobilno aplikacijo. Takole, torej, člani dobijo potem možnost nek URL, ki ga lahko delijo, in pa potem bližnjice, torej, da lahko z enim klikom delijo ta svoj unikaten URL ali pa mail, objavijo na Facebook, objavijo na Twitterju, tukaj še WhatsApp sporočilo. Medtem ko prijatelj, ko pride na spletno stran, se mu izpiše Get your reward, tu je 5 evrov voucher zate, upiši svoj mail in se strinjaj s pogoji, oziroma se pač prijavi, recimo registriraj, in dobiš kupon za 5 evrov. In ko bo ta kupon porabljen, bomo to šteli kot uspešno akcijo in kupcu oziroma članu, ki te je povabil, izdali ta kuponček za 10, oziroma pripisali 10 dodatnih točk na račun. Skratka, skozi te akcije torej delamo različne promocije v loyaltyju, torej damo članom loyaltyja v bistvu, da se izvaja neka gamifikacija oziroma več razlogov za izvajanje nakupov. Druga zelo pomembna stvar je potem vsa ta komunikacija, o kateri govorim. Torej, tisti, ki ste že prej ste videli, torej MRCs ima nekaj, kar imenujejo taktike. Taktike so v bistvu vnaprej zgrajeni flowi nekih torej customer journey oziroma automationi, ki komunicirajo različne stvari. Zdaj, imamo jih nekaj prav specifično narejenih za loyalty, torej recimo prijava v loyalty ali pa onboarding v loyalty, se mogoče najbolj z enega tega odpremo, si bomo najlažje predstavljali. Torej recimo za vsakič, ko se bo nekdo, ko se nov registrira v loyalty, se mu začne takle proces. Zdaj izgleda tukaj majčkeno kompleksen, ampak v resnici ni pretirano. Torej vedno se začne za vsako novo registracijo v loyalty. Tukaj so določeni filtri narejeni, zaradi tega, da stvar pravilno funkcionira. Potem se pa pošlje torej nek mail dobrodošlice, tukaj lahko ga na hitro pogledamo. Taktike vedno pridejo tudi že z vzorci sporočil, torej z nekimi best practices, kako naj sporočilo izgleda, oziroma predvsem kateri message naj vsebuje. Torej tukaj je pozdravljeni, radi bi te pozdravili v našem loyalty programu. Take so mehanike, tako se zbira točke, zakaj se ti izplača in tako naprej. Jasno, vse te maile lahko poljubno prilagajamo, poljubno spreminjamo, potem pa preverjamo, da čez 7 dni se pošle še drugi mail dobrodošlice, lahko pa vse skupaj tudi torej čisto po svoje naredili, če bi želeli. Druge taktike, ki so še pomembne, je potem customer lifecycle taktike. Torej, ko je nekdo blizu naslednjega nivoja v loyaltyju, se mu lahko avtomatsko pošle kampanja, ki ga obvesti o tem in mu pove, kaj mu še manjka, da pride do naslednjega nivoja in kaj so potem tudi benefiti, ko bo prišel v naslednji nivo. Pa potem, ko je nekdo dosegel naslednji nivo, spet da mu čestitamo v tem primeru, da ga obvestimo, kaj so zdaj njegovi benefiti, ki jih je dodatno dobil. Pa potem smo že omenjali priporoči prijatelja, torej kampanja, ki specifično prosi za priporočila. Lahko nagrajujemo tega prej po akcijah, nismo posebej pogledali, ampak torej tudi neke aktivnosti, ki jih nekdo naredi na spletni strani, torej prej smo rekli mogoče dopolnitev profila, ampak lahko pa rečemo tudi, da bomo nagradili to, da si je nekdo dodal 3 kategorije med priljubljene ali pa da je na wishlist dodal vsaj 3 izdelke ali pa karkoli takega, lahko tudi nagradimo z neko dodatno nagrado. Hkrati pa to nam omogoča, da se
da delamo dodatno komunikacijo, ker če vemo, da je nekdo nekaj dal na wishlisto, se lahko spet na to drugače opiramo in drugače izpostavljamo v naših komunikacijah, ker najverjetneje so mu to neki izdelki, ki so zanj pomembni. Jasno imamo tudi mail za točke, ki bodo potekle, torej da spodbudimo porabljanje točk, pa potem za pridobitev novih podatkov ali pa win-back kampanja. Zelo pomembne kampanje za najbolj zvestne stranke so tudi razne post-purchase kampanje, torej post-purchase upsell ali pa, mislim, da je tukaj nimam, torej identifikacija, to, da nekdo kupuje mogoče neko srednji nivo produkta, ampak najbolj zveste stranke je najlažje upgrade tudi na nek premium nivo ali pa na nek boljši izdelek, ki si ga želijo in se potem take kampanje, torej ponakupne kampanje različne izvajajo. Seveda nismo z automationi ali pa s temi taktikami nismo omejeni samo na te template, ki so že narejeni, vse skupaj, torej če še enkrat pogledamo na hitro en tale automation, vse lahko gradim torej čisto iz nule. V smislu, če dam kar en primerček. Ta je zdaj, da sem ravno najslabšega zbral. Torej, lahko štartam ali iz taktike, torej že preddefiniranega flova, lahko pa štartam tudi s praznim, pa rečem, ko nekdo izpolni formo za prijavo v loyalty, bomo najprej poslali mail, pa morda počakamo 3 dni. In potem bomo poslali še SMS, kjer bo mogoče dobil še svojo na SMS kartico ali pa številko, ki jo lahko uporablja. Lahko pa tudi definiramo, torej imamo pa na voljo različne kanale skozi MRC, lahko, kot smo rekli, pošiljamo maile, pošiljamo SMS-e, lahko štartamo remarketing kampanjo, kar je spet, sploh kakšne win-back kampanje so zanimive, ker rečemo, za loyalty kupce bomo naredili drugačno win-back kampanjo kot za vse ostalo, ker znamo nekaj več, še en razlog več, zakaj ne se oni vrnejo. Lahko mobilno aplikacijo pošiljamo push notification, lahko personaliziramo mobilno aplikacijo, lahko pošiljamo push notification v browser, personaliziramo spletno stran ali pa delamo torej integracije naprej na druge rešitve. Največkrat bi bilo to na nek CRM, Customer Service aplikacijo, kjer bi recimo v določenem primeru spet lahko rekli, da naj se nekoga pa pokliče, ker spet, če so to najbolj zveste stranke, ki nam delajo tudi največ prometa, so najbolj nam je pomembno, da jih zadržimo, so določene kampanje tudi smiselne, kjer se mogoče naredi nek preklic ali pa samo kot za zbiranje nekega feedbacka, lahko s tem smo po eni strani bolj personalizirani, predvsem pa bolj oseben odnos lahko zgradimo s takimi kupci in za en del kupcev si to jasno lažje privoščimo, da jim namenimo več časa. Za konec, če so kakršnakoli vprašanja, bomo pogledali. Za konec bi pokazal potem še, kako to vse skupaj izgleda v dashboardu, oziroma kaj vse lahko potem tudi spremljamo, če imamo loyalty program narejen v MRC-u. Eno je, da lahko gledamo, kakšen delež prometa ustvarjajo člani loyalty kluba. Na zgornji črti vidimo skupen promet, na spodnji črti, kar vidimo v tem primeru je 3%, vidimo promet, ki ga delajo stranke loyaltyja. Zdaj, kakšen je ta odstotek, je jasno zelo odvisno od tega, kako smo mi oblikovali naš loyalty program. Lahko je, na eni strani imamo loyalty programe, v katerega so vključeni vsi, ki se samo registrirajo v trgovino. V tem primeru bi imeli, pa recimo, da je registracija pogoj za nakup, bi imeli 100% tukaj. Lahko je pa na drugi strani zelo ekskluziven loyalty program, v katerega je za vstop potrebno narediti ali nek velik nakup, ali pa je mogoče celo zaprt z neko naročnino. Torej je loyalty program, v katerega prideš samo z nekim splačilom za vstop, kjer bojo pa jasno te številke manjše. Spremljamo lahko, kakšna je povprečna vrednost
košarice med loyalty in ostalimi kupci. Torej v tem primeru vidimo, da loyalty povprečna vrednost je 255 evrov, medtem ko košarica ostalih je vredna v povprečju 200 evrov, kar je 27% uplift. Ali pa število nakupov, ki ga naredijo v določeni periodi, torej loyalty člani naredijo 5,6 nakupa, medtem ko ostali 1,7 nakupa. Spremljamo jasno lahko, kako nam raste število članov po posameznih nivojih in kako se dogajajo registracije v članstvo in zdaj tudi, iz kje so prišli, ali so to bili samo lidi, ki smo jih prepričali v registracijo v loyalty in posledično nakup, ali so to bili že pretekli kupci, ki smo jih prepričali v to, da se zdaj včlanijo tudi v loyalty. Spremljamo njihov engagement ali torej na spletni strani ali pa kako se porabljajo točke, oziroma za točke imamo potem tudi bolj detajlen, bolj podroben analizo, kjer vidimo, torej, koliko je akumuliranih skupnih točk, oziroma koliko smo točk izdali, koliko je bilo porabljenih, koliko jih je še v fazi pending, zaradi tega, ker mi lahko nastavimo, da točke podelimo šele po določenem času, ko vemo, da se zmanjša verjetnost za vračilo izdelka ali pa ko se procesira vse skupaj, in koliko je bilo recimo točk, ki so potekle. Vse te metrike na nivoju točke jasno moramo spremljati tudi zaradi veljavnosti vseh potem računovodskih poročil, ker izdane in neporabljene točke nam štejejo kot nek potencialni strošek, ki ga je treba pravilno beležiti in poročati. Tukaj vidimo tudi, kako je bila s porabo voucherjev, torej v tem primeru tukaj vidimo, da so točke lahko kupci zamenjajo za voucherje in potem voucherje porabljajo. Skratka, s temle dashboardom bi zaključili današnjo predstavitev. V primeru, da so še kakšna vprašanja, sva z Igorjem na voljo. Igor, nimamo zaenkrat nič, a ne? Ne, ni bilo nič vprašanj, malo sva že zmatrala publiko, se sva tudi sama že malo utrujena, če mene vprašaš. Po celem dnevu, ne. Če bo se komu pojavila vprašanja, če bi kdo hotel kaj podrobneje pogledati, dobrodošli, pošljite en mail, pa se bomo slišali. Drugače pa verjamem, da vas bo kakšen najin sodelavec kaj pognjavil, tudi če se vi ne boste. Pa kolikor vidim, snemamo in verjetno tudi posnetek lahko delimo. Tako da bom jaz Bojanu naročil, najinu sodelavcu, ki za to skrbi, da pač vam zdistribuira tudi posnetke. Tako da hvala lepa za danes. Upam, da je bilo koristno. Kaj pa, če naj noben nič ni sploh slišal? Ker nisem nič vprašala. Nobenega, čisto nobenega, ne, se je, to je napisal zdravo ponovno, evo, tako da imamo enega v chatu. No, skratka, preživite lep dan do konca in upam, da se še kaj srečamo. V živo znamo biti bolj zabavno, meni verjemite, no. Lep dan, čau. Hvala, živa.